the boogie. Ball with the ball, the bang, the dang, diggy, 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 send the boogie, send up, jump the boogie. Ball with the ball, the bang, the dang, diggy, 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 send the boogie, send up, jump the boogie. Rada plešeš, ha? Ja, Pa te to na kaj spominja? ja. Daj no, Katarina, saj nam lahko zaupaš. Poglej, celi tej skupini na tej naši terapiji lahko o vsem vse poveš. Tega ne more nobeden razumeti. Nobeden. Mogoče pa nikomur nisi dala možnosti, da bi razumel. Nisem dala možnosti. Nisem dala možnosti. Spet sem jaz tista, ki je vsega kriva. Mene dosti tega, zmeraj me samo obtožujete. Mene ali pa... Tebe ali pa, no koga? Na koga misliš? Izdajalka pa že nisem. Tudi policiji nisem povedala. Sej ni treba, daj no pomir se. Se nas zanima samo to, kakšni so tvoji občutki, pa tvoji spomini nanj. No, daj no še enkrat ti pravim, zaupaj mi. Sej bo vse ostalo tukaj, v naši skupini. Sej razumeš, pacient, zdravnik. Ja, vem. Enkrat sem bila tako neumna, da sem čakala, pa sem dobila po... Sej res. Tukaj ni dovoljeno grdo govorjenje, sem že pridna, čist pridna. Kdaj pa se ti je to zgodil? Kaj? No to, da so izrabili tvoje zaupanje. Ko sem prvič prišla z domače zabave. Ej, mami, sem že doma. Da ne biti huda novak. A veš, ko je bilo kul, sploh ne veš. Až kakšne face so moje sošolke, ej. Pa veš, da si pozna. 20 minut zamujaš. Daj no, mami, jaz sem šla čist prva. Vse ostale so še tam pa se zabavajo. A veš, da jo ene ostale čez celo noč? Ta je pa dobra. Še 14 let nimaš, Katarina, pa bi že kar hodila naokrog. Pa cele noči bi se potepala. Ne, mami, no saj se ne bi... Poglej, prišla sem noč, se sem čist malo zamudila. Obljubam, da nam več, no, res obljubam. Ampak res me pa zanima, kaj ste počele. Če ste bile sploh same punce. No, upam, da ni bilo nobenega alkohola ali pa cigaret. Mami, pa se veš, da jaz ne bi. Cigaretni dim gre na živce, alkohol pa smrdi. Pa tvoje prijateljce? A je kakšna kadila? Mogoče pila? Pa sej veš, da nočem špecat. Važno, da sem jaz pila sam sok. No, dej, no, povej. Druge so torej pile, ha? Ne vem. Nisem gledala. Katarina, veš, da mi lahko zaupaš. Veš, da sem na tvoji strani. No, povej, katera je pila alkohol? A pa obljubaš, da ne boš... Seveda ne bom, nobenmu ne bom nič rekla. Častna. No prav, a veš, Tatjana, tista iz 8C, ona je imela eno majhno stekleničko alkohola, se mi zdi. In pol so 3 ali 4 sošolke tako probale, čist malo, sokom, ampak jaz pa nisem hotla, res. Pa se ni bilo nič narobe, no. Daj, se ne ošpravila okrog. Mami, obljubila si. Veš kaj? Vsaka stvar ima svoje meje. Če Tatjana prinese alkohol na zabavo in sil še druge, da pijejo, to res ni taka malenkost, da bi jo kar spregledala. Res ne. Ampak mami, obljubila si, daj no, v šol me naj umaral, če už težila. Težila? Ta je pa dobra. Katarina, samo zate me skrbi. Gospodična pa pravijo, da težim. Mami, ne, no. Halo? Halo, Hostnikova pri telefonu. Dobro, da sem vas dobila. Sploh veste, na kakšni zabavi so. Čakajte. Kako to mislite, nedolžna zabava? Kaj pa alkohol, pa cigarete in kdo ve kaj še vse? Kaj pa to? Ne, na policijo bom šla in poskrbela bom, da moja Katarina ne bo padla tako globok. Katarina, daj to me zanima. Kaj je bilo pa pol v šol? Kako so tvoje sošolke reagirale na ta mamin telefonski klic? Nikoli več me niso povabile na zabavo. Sam zato, sem stegnila goflo pa zaupala mami. Pa se veste, kako je, če vas vsi ignorirajo. Če hodijo mimo tebe, kot da te ni, vsak dan. Celo mami začutila, da sem nesrečna.
v službi imela eno sodelovko in ta je imela glih prav staro hči Doris in bla, bla, bla. Kot slučajen smo se enkrat srečali v pizzeriji in kot slučajen sta obe mami imeli eno pravko bližin, tako da smo ostale z Doris same. Če bi mami vedela. Ja, šit. Zdaj bom pa še klecajt zabijala. Tole usrano pico naj se nikam zatakne. Kdo se? Se pica je bila v redu. Na kozlane mi gre. Pa ja ne boš rekla, da ti je bila všeč. Sami nikakvi tipi. Ej, a si bila že kdaj v močvirju? Kakšnem močvirju? Se tleni... Trapa nerazgledana. Pojma nimaš kaj? Močvirje je zdaj in. Je cool, je the best. Scena, ta prava muska, da se ti strena. Vse dobiš. Veš, ne hodim dost ven. Mami mi napsti, pa kakšne take ta prave družbe tudi nimam, tako... Jo, no, lej. Se če hočeš, to zalen daj s sabo. Ti sam rec, da greš k men. Pa nekaj keša maj s sabo. Že zanj zvečer, veš, ne verjamem, da me obstila ven. Včasih te stari res presenetijo. Moja stroga mami me je sama poslala v soboto zvečer ven, k Doris. In še celo neki keša mi dala s sabo. Nimam pojma, ko je Doris šopala svojo mami, ampak očitno je mogla biti mojstrica, ker je njena mami pregovorila še moja. Od vesela, dan končen nek zunaj sem naredila vse za šolo, še celo v knjižnico sem šla po knjige za domač branje. Mislim, da je bilo to ta zadnjkrat, da sem se počutila res dobro, brez... Ko sem mami vprašala, kdaj moram biti doma, je rekla, da lahko prespim kar pri Doris. Noro, ati sicer debel pogledom, ampak rekel pa ni nič kot ponavad. Sam daj mu svoj mir. Močvirje, sami mladi, pa muska. Noro. Doris me je vprašala, če bom kaj spila, če bi pir. En pir, to pa res ni napisan tako za žur. Kakšen ugaben okus. Pir je bil topel, pa grenk, po nekaj požirkah nisem mogla več. Sam držala sem pločevinko, pa se delala, da pijem. Ampak zmeraj bolj pogosto sem pogledovala protalano. Neki na ne me je vlekel kot magnet. Pa ta zvok se... Ne vem, mogoče tudi druge kitare, bas kitare zvenijo tako, ampak meni se zdaj v njegovo igranje nekaj čist posebnega. Pa to še ni bilo vse. Hej, a ko se veš požit svira do 15. Preklet že sem, se veš, tele reflektori, benga zraka pa zaprt prostor. Ja. Ej, a sparič? Kaj? Mislim, a sparič v močvirju? Nisem te še videl. Jaz sem Alan. Katarina! Kako? Katarina! Katarina, Barbara, kako si doma, ko Barbara? Ej, zezam se. Pa ti všeč? Kaj? Kaj? Muska, a ne, pa močvirje, pa pol. Ja. Ej, fuck, ej, nazaj moram. Ej, hvala za pil. Čau, drž se. Ti pa hitra! Punce se mečejo za nemom, pa direkt nate. Pa je pa hotel. Požirk tiraš. Žen je bil reflektorji pa to. Ja, a ste se kaj zmenila? Da je neki, že se vsak tresem. Joj, vse, kar sem lahko rekla, je bilo ja. Kot da ne bi znala dopešti. Kaj se mora misliti, daj, če sploh kaj misliš. Ma, ne sekiraj se, si ga vsaj od bliz videla. Lej, gledate. Ti pa si srečka. Saj v soboto spet prideš, a ne?
Ma ne verjamem, veš, to, da mi mami zdaj pustila, meni je bil čudež. Ne verjamem, da me je spet pustila. Pa sem zvedla, da je bila Dorisina mami pravzaprav šefica od moje mami. In za dobre službene odnose je mami potrpela, pa me je naslednjo soboto spet pustila v močvirje. Vse pa me je zaslišvala, ampak jaz sem že točno vedela, kva moram reči, da bom naslednjič spet lahko šla, da bom spet videla Alana. Splačal se je, naučila sem se gladk lagat, gledati v oči pa lagat. Sam pomislila sem na Alana, pa sem lahko mirne duše, nedolžnega obraza, lagala, zmeraj bolj. Aj Katarina že prišla? Pomir se, saj je tako z Doris. Dober večer, Katarina, si mogoče srečala kakšno sošolko? Ja, mami, se veš, zdaj vsi hodijo v močvirje, ki je taka fina glasba pa to. Slišala sem, da je to res kot nekakšen mladinski klub. Se kaj dogaja? Ja, tako nastopajo razni umetniki, pa pogovarjamo se vse sorte, pa tako. Aha, no, Doris je v šoli res dobra učenka. Vesela sem, da sta prijateljci. Veš, takrat, ko je pa Tatjana prinesla alkohol, takrat sem se pa ustrašila, saj razumeš. Ja, seveda razumem. Katarina, kar Doris se drž. Zabavaj se, ampak sej veš. Nič alkohola, nič cigaret. Ja, mami, sej vem. Katarina, daj povej mi še to, kaj pa fantje? Kaj misliš o tem? Dejno, mami, zato je pa še čas, a ne? Moja Katarinca. Ljuba moja mami, ko je bila vesela takih mojih odgovorov. Seveda, njena hčerkica je pridna v šol, ne pije, ne kadi, nima fanta, pridna punčka. Ati bil pa že zadovoljen, če sem mu rekla, ti si najboljši ati na svetu, ker staja se od sreče. Ko sem tako pogruntala, ko se da moja stare na finto, je bilo vse ostalo easy. V močvirje sem hodila tudi v petkih. Zmeraj sem naročila pir, spil ga je pa Alan. Scena mi je postala že čist domača. Tudi brez Doris sem že šla v močvirje. A sama? Ja, a imaš kaj proti? Pa ne, kaj pa, prav nič. A už danes ti empir, danes jaz častim. A veš, rojsten dan imam. Vse najboljše. Kva vse najboljše? Kaj pa ljubčka? Vse najboljše. Hej, bom kaj nazaj. Ma, fuck, kaj ga teli pa ne morajo od mene. Ma nič ne morajo zašpilati brez mene. Kaj zdaj? Hej, Katarina, sorry, se boš še kle, a ne? Ja, ne vem, domov bi že mogla, je pozan. Daj no, počakaj me, rojsten dan imam danes. Ne moreš me kar tako samega pustiti, a ne? Pa se spana sem, no, ne vem, čem zdržala. Hej, tole poplaken spiram, boš prišla do zjutraj. Kaj pa je to? Ma nič tazga, no, jaz to skoraj vsak večer požrem, da lahko žuram. Čisto vse mi je bilo, kaj sem požrla. Se mi dal Alan. Čeprav je to imel vsak dan, je bil čist normalen. Vsaj tako sem mislila, trapa. Še dolgo sem plesala, z Alanom ali pa sama. Zunaj je bil že dan, ko sem šla domov.
pa Alan me je spremil. Pa dal mi še eno tabletko. Rekel je, da ne jo popijem, bom prišla domov. Res sem to ni zdel nič posebenega. On že ve. Doma pa... Mogla bi vedeti, da 14 let stara punca nima kaj tako pozen od zunaj delati, niti ne vem kje. Seveda ne veš kje, prav malo te briga, kaj se dogaja. Samo jaz moram vedno na vse misliti. Jaz sem tista, ki mora otroka vzgajati. Ti pa... Ja, kar očitaj mi, se drugega tako ne znaš. Kdo pa za vse te druge stvari skrbi, a? A miš, da se položnice kar same plačujejo? Ti si vendar ženska, ti se boš loži pogovoriva z njo. Če je bil sin, bila to čist druga pesem. Nikoli nisi prebolel, da je punca. Naslednji otrok bi bil mogoče fant, pa jaz nisem kriva. Veš, da sem hotla še kakšnega otroka. Ti pa ne. Ne, najprej hiša, pa vikend, pa... Mislim, da bom poklicala policijo. A daj neki paniko zganjati, koliko pa zmeraj. So prišla. Namo se v tole še policajo mešavali. A te je sram! Sram, da ne znaš skrbeti za svojo hči. Sram, da bodo tvoji znanci in prijatelji zvedeli, kakšen za en drek oče si! Je Katarina, porka duš, kje pa ti bila? S kom si bila? Kaj si delala? Si pila? Dahni vame. Smrdiš po alkoholu. Dej, jaz bi šla spat, no, bom zjutraj povedala. Nič zjutraj, zdaj, takoj pri tej priči. Kje si bila? Je odgovor, če te mama vpraša. Kje si bila? Pr Doris. Au! Doris je doma! Ves večer se uči kemijo, ker v ponedeljek pišejo. Ti pa! Au! Au! Dosti, pomir se, jutr bo nov dan. Jutr se bomo pogovorili. Ti pa v kopalnicu pa potuš pa spat. Ajde! Vse sem jima obljubila. Vse, kar sta hotla slišati. Sem rekla, da mi je žal, da nisem hotla, da nam nikoli več. Vsem sem dobila kazen. Cel mesec nisem smela iti zvečer ven. Na srečo je Dorisina mami Doris dovolila izhod samo z mano. Doris je pa kakor zmeraj mojo mami uvila okrog prsta in midve naravnost v močvirje. Alan je že čakal. Tablete pa tudi. Sokom sem jih pila, tako da bo mami zadovoljna. Vse do konca šolskega leta sem živela tako dvojno življenje. Ocene so bile lepe, učitelji zadovoljni z mano, Alan pa tudi. Doris mi sicer rekla, da ne pazem glede tablet, ampak malo sem shujšala, no. Mami mislila, da je itak to zato, ker je konc šolskega leta, pa se učim pa trudim za šolo. Halo? Babi, živjo. Poslušaj, zadnjič si me vprašala, kako je s Katarino. Vse v redu. Odkar se druž s tisto Doris, sploh ni več težav. Ne, tudi v šol, ne. Domov je prinesla celo lepo spričevalo. Mami, te bom še poklicala, živjo, Katarina je prišla. Katarina, ja, a vidiš, da se je splačal potruditi. Lepo spričevalo. Zdaj boš pa res lahko uživala. Ja, mami, a veš, z Doris so se nekaj pogovarjali, tako da bi zdaj, ki je konc šole, da bi zdaj malo si duška. Ja, seveda, sej bomo šli na morje. Lahko gre tudi Doris z nami, če hoče. Ja, že, mi da so mislili, no, hočem reči, Doris je rekla, da če bi ti dovolila, da bi šle midve same, tako za kakšne par dni v našo prikolico, tako da se nalenarva pa naspiva, veš? Ne vem, Katarina, ne zdi se mi... Daj no, se veš, da se lahko zaneseš name. Ne pijem, ne kadim, pa Doris tudi ne, no daj no, se va pridne. Katarina, poglej, veš kaj, najprej se bom o tem pogovorila še z atijem, pa seveda z Dorisino mamo tudi, a v redu? Ja, hvala, mami. Ko je bilo lahko. Najbolj se je še v ideji upirovati. Ni pa ni mogel pustiti svoje hčerkice same na morje. Ampak, kakor zmeri je mami zmagala. Pregovorila ga je, rekla je, da mi morata zaupati, pa bla bla bla. Govorila je sam tist, ki je prej slišala od Dorisine mami. Kasneje mi pa Doris povedala, da je njena mami rabila prazen stanovanje zaradi enega tipa, zato je pa bilo tako prav, da se Doris spoka za par dni. Ko sem pa Alanu povedala za morje, je ko je hotel zraven. Ta prvo nisem bila prepričana, če bo to dobro, ampak po kakšni tabletki sem bila pa že navdušena, da bova skupaj cel dan, pa po noč, pa 3 dni, 2 noči. Sam kjer smo še mogli nažicati.
No ja, spričvala mu rok, sem obiskala par tet pa stricev, pa je kar kaplal. A imate cash, baby? Ja, ej, Klemaš, nekaj mu pa še jutro spisal na mat denarnice. A pa navnoč opazila. Ma daj no mir, stan tudi tvoja mat nima pojma, koliko keša ima s sabo. Jaz bom naredil pa še en dober biznis, pa vam je pa skoraj dost. Pa daj no, sej imamo dost, le hrana je tam, pijača tudi, kakšen pir pa diskač imamo pa dost. Pa nekaj drugega rabimo, Katarina. Se sama vidiš, že moraš cel kapanah tablet požreti, da te saj malo stimulira. Ej, želodec boš pokvarila s temu, želodec. Ej, ker bom pa zdaj zrihtal. To, kar bom zdaj bo nabavil, to bo pa šus. Ko me čakam, je! Jaz tudi! Enkrat sem se že zadela, čist mal, za feeling. Dober, sam, ej, navadil se pa namo, prav, sam zdaj za na morje, za te 3 dni, pa dost. Ja, kar hočeš. Sam malo keša še zrihtaj. Mat denarnice potegan, pa še fotru mal. Tvoj fotr tega sploh ne opazil. Ne bo, ampak sam zdaj. Sam zdaj. Vzela sem denar z denarnice. Ta prvi fotru, pa še mami. Res nista nič opazila. Bom jaz imela otroke, bom zmeri točno vedela, koliko denarja imam pri sebi. Prepričana sem bila, da se to ne bom kol več zgodilo, da se mu pač zdaj zadel, da bomo videli, kako je, pa konc. V 8. razredu sem se res hotela potruditi, da bom lahko šla na gimnazijo, pa poje študirati. Ne, mogoče jezike. Jezike sem bili zmeri všeč. Nisem se bala, saj Doris Palan že veste, da to ni nič tacga. Navadaš se kar tako hiter na drogo. No, če bi vedel, ati, če bi vedela mami. To pa je life! Take robe pa še ne. Ej, pa kje si jo nabavil? To pa kar moja skrivnost sta. Vidve sam rihtite keš, jaz sem pa roba izmenen. Sve do drugega poletja mu pa že zrihtal dost keša, no. Pa kaj tebi, Katarina, sti brihtna? A mi smo že se cel let naš fiksala, Slišala sem, da se kar da priti do denarja, če res nucaš. Ej, en tip z BMW-jem se vozi okoli naše šole. Ej, se da zmen. Okej, še za Katarina poskrb. Ne, jaz ne bom, mislim, med šolo ne, rečem kakšno tabletko, tako na žuru za film, ampak ne, fiksala se pa ne bom. Ne, fiksala se pa ne bom. Fiksala se pa ne bom. Ne, se je kdo pa kaj rekel. Fiksala se pa ne bom. Smejala sta se mi, oba. Alan se je pošten zabaval na moj račun. Zdaj vem, da me nikoli ni mu zares rad. Prav sem mu prišla, zato ker rabu veliko keša za robo. Ko butast od meje. Sploh nisem nikoli pomislila, odkot vsa ta droga, kot da bila zastonj. Jaz sem bila pa še zmeri čist nora nanga.
Pa ne sam jaz, še kar neki takih tepk sem s časoma spoznala. Vse smo padle na isto finto. Prijazen nasmeh, lepe učke, poljubček sem, poljubček tja, nobenega siljenja, samo kar ti paše. Moja obljuba, da bom med šolskim letom brez mamil, iz dneva v dan bolj bledela. Že oktobra sem bila na igel. Pa Doris tudi, pa Alan. Se mislim, da je mami nekaj slutila, ampak doma sem bila zelo previdna. Z Doris so se tudi naučile krast, pa žicat, pa podobne stvari, ker vse več denarja sva rable. Tip z BMW-jem sicer še ni prišel na vrsto, ampak delač pa tudi ni bil. Jaz imam dost. Prinesem več starih, pa šole. Grem. Dejna zmišljena, kam pa šla, s kom? Čez mejo, do Mihna. Tam je scena. Pa dej ne seri. Veš, kakšen sranje si už nakupala? Zdrž še malo, no, vsaj do konca šole. A imaš kaj za danes? Ma saj glih za to gre. Že 3 dni ne morem spacati keše za eno samo dozo. Po moje bo Mihnu lažji. A si pozabila? A veš, kaj je Alan rekel, da lahko dobiva keš? A misliš, da poiskali tistega tipa z BMW-jem? Pa veš, kaj je hotel? Ja, enkrat bo treba začeti. Kaj pa ti pa Alan? A sta... Ne, nisva. Ej. Če bo ta tip od tebe zahteval, da greš s kakšnim za keš, za robo, a boš kar šla, mislim, jaz ne vem. A umihnut pa nav treba, no, daj še hujš bo. Mene je strah, če bi vsaj dobila... Tipa z BMW-jem ni bilo težko najti, pa kar koj vedel, zakaj gre. 2 smrkle potrebne droge in pripravljeno vse. Sej, kaj enkrat raboš iglo, ni nič drugega več pomemben. Nobenega drugega cilja ni več pred tabo, sam se postaneš sovražnik. Tudi med nama z Alanom je tista prva privlačnost minila. Mah, če je sploh kdaj bila. Tudi ljubezen ti droga vzame. Alan je bil sam še senca samega sebe, tudi bas kitare ni več igral. Bil je kot živ mrlič. Če so hoteli zaslužiti dosti za drogo, nismo mogli hoditi več v šolo. Seveda so pri Foxi kmalu reagirali na to, pa poklicali mami v šolo. Dober dan, gospa Hostnikova. Lepo, da ste se odzvali mojemu vabilu. Veste, sploh ne vem, kako naj začnem. Zadeva je precej pereča. Sklical sem učiteljski zbor, povabil razne strokovne službe. Veste, ugotovili smo, da sta vaša hči in njena prijateljica Doris odvisni od droge. Kaj pravite? Moja hči, Katarina. Hostnik. Katarina. Menimo, da imata obe zelo lepe možnosti za rehabilitacijo. Katarina. Seveda, gospa Hostnikova, potrebujemo tudi vašo pomoč. Vsi skupaj lahko pomagamo Katarini. Veste, ta center za odvisnike je zelo priznan in poznan in ravno zdaj imajo prosto mesto, pa bi bilo zelo dobro, če bi vi in vaš mož privolila. Čakajte. Moja mala Katarina. Kako? To zdaj niti ni pomembno, gospa Hostnikova. Ne kako, ne zakaj. Pomembno je, da Katarina spet najde samo sebe. Razumete? Da začne spet živeti brez droge. Ne razumem. Katarina, moja Katarina Hostnik. Zakaj? Zakaj se je vedno vse imela? Pomirite se, gospa Hostnikova. Veste, vprašanja, ki se jih zdajle zastavljate, se bodo pojasnila počasi. Vsakdo bo moral poiskati svoje odgovore. Počasi, s pogovori, z iskanjem samega sebe. Samo to bo tisti pravi način. Razumete? Pospremim vas.
zdaj sem tle. V centru za odvisnike že približno 3 mesece. Pa verjetno bo še trajal. Lahko 1 let, mogoče še dalj, ne vem. Vse res je, kakor pravijo. Odvisnost od droge, tista fizična, to se hitro pozdrav. Pomirjevala pomagajo, pa no, bruhanje je sicer ugaben, ampak preživiš. Težje je to, da še zdaj ne vem, če bom zunaj zdržala. Tukaj že, ampak zunaj pa, ne vem. Ja, dokler nam tega vedla, pač naš ravd tle, ne. Katarina, nekaj res zelo pomembnega me še zanima. Tvoja odločitev za zdravljenje. Moja odločitev? Ko se pa lahko pri 14 sama odločam? Hočeš reči, da si tle na zdravljenju proti svoji volji? Je to ne, no, ampak z vseh strani so me bombardirali. Stara mama, pa tete, pa strici, da pa sploh ne govorimo pri Foxah, pa o ta starih. Se te prvo sem kar hotela nekam uideti, ampak je dolg časa rabaš, da zakapiraš. A pa se mogoče še spomniš tistega dne, veš, ko je mama prišla iz šole pa povedala, da je izvedla, da se vidve z Doris. Ja, valjda, da se spomnim. Glih takole sem igrala kitaro. Katarina, v šoli sem bila. Pri ravnatelju. A? Ko pa slepega zvedla? Kako si lahko naredila kaj tacga? Pa sej si zmeraj... Vse imela. Poslušaj se, mami, kva govoriš. Ja, vem. Očitki ne bodo pomagali, vem. Ampak sej veš, da je težko iz svoje kože. No, a vidiš? Težko je iz svoje kože, ja. O vsem se bomo pogovorili, ko pride oče domov. Kot včasih, Katarina. Še veš, ko si mi vse povedala, če ti je bilo kaj všeč, ali pa če ti je bilo hudo. Ja, to je bilo včasih. Kot da je bilo že 100 let od tega. Kam te pa nese? Zdaj sem prišla domov. Iz šole. Najboljše, če se usedeš. Kakšen cirkus pa spet zganaš, a? Katarina, a ti kaj veš, kva je utrka? Pojmanju. No, že zdim. Kje gori voda? Klicali so naj v šolo. Oba. Ampak gospod je že spet imel en sestank, pa ni mogel. Dej no, mami, a nisi rekla brez očitkov? Prav imaš, Katarina. No, ravnatelj je rekel, da... Ravnatelj mi je povedal, da se najina Katarina drogira. Kva je rekel? Takrat smo se pa začeli spet pogovarjati. O tem, kva bi jaz rada, pa kva ona dva pričakujeta od mene. Dobila sem občutek, da mogoče ima pa res ni vseeno. Spet sta postala človeška. In tako smo se zmenili, da poskusim tle v tem centru. Ja, mogoče bo pa uspel. Pa mami pa atiju tudi. Set the boogie, set up, jump the boogie. Ball with the ball, the bang, the dang, diggy, diggy, diggy. Set the boogie, set up, jump the boogie. Ball with the ball, the bang, the dang, diggy.